Na novinarski konferenci 16. oktobra so predstavniki GZS predstavili ključna tveganja za večje krčenje bruto domačega proizvoda v letu 2014 od uradno prikazanih. Skep GZS je namreč na podlagi jesenske ankete 270 gospodarskih družb in informacij o stanju in trendih panožnih združenj GZS navzdol popravil napoved o gospodarski rasti za leto 2014. Zgolj 1% krčenja BDP v naslednjem letu po naših ocenah ni več možno. Na najbolj pereče probleme slovenskega gospodarstva ter ključna stališča Gospodarske zbornice Slovenije glede dodatnega obremenjevanja gospodarstva, insolvenčne zakonodaje, proračuna in zdravstvene reforme pa so še enkrat opozorili konec meseca. Potrebujemo nujno in hitro dokapitalizacijo bank, potrebujemo boljše upravljanje podjetij, potrebujemo en pregledan in transparenten sistem razdolževanja, v okviru tega tudi stečajno zakonodajo, o kateri bomo tudi danes podrobneje spregovorili. Potrebujemo urejene javne finance, potrebujemo strukturne reforme in tuje naložbe. GZS, Center za mednarodno poslovanje, je pripravil srečanje podjetij z ekonomskim svetovalcem kubanskega veleposlaništva z Dunaja. Kuba je znana predvsem po turizmu, vendar obstajajo tudi druge možnosti za poslovno sodelovanje s tem 11-milijonskim trgom. Sugar, mineral, tourism, construction and others. Na konferenci z naslovom Kako do energije za uspešno vodenje je udeležence s plenarnim predavanjem Smisel kot vir energije najprej nagovoril dr. Jurij Jacko, doktor fizike in psiholog, ki se ukvarja z znanstveno razlago mističnih pojavov na podlagi kvantne fizike. Na konferenci je sodelovala še vrsta drugih zanimivih govorcev. Cilj, ki stavimo pred sabo, mora biti v prvo vrsto imeti razvojno komponento in cilj mora biti razvojne narave. Samo ta cilj nam daje in energijo, in zmožnost realizacije toj cilji doseženja. Dan najboljše prakse 2013 je že drugo leto zapored pripravila sekcija uporabnikov sistemov stalnih izboljšav pri GZS, Združenju elektro in elektroindustrije. V 2 dneh se je dogodka udeležilo več kot 80 udeležencev. Združujemo slovenske prakse, si izmenjujemo, delimo mnenja in tukaj poskušamo res narediti en korak, en prispevek na družbeni odgovornosti. Gospodarska zbornica Slovenije je predstavila 4 izmed svojih 7 projektov usmerjenih v promocijo zdravja pri delu, ki jih finančno podpira Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Od teh projektov pričakujemo intenzivnejše izvajanje promocije zdravja na delovnem mestu, zato da bi bili naši delavci čim bolj zdravi, da bi bilo čim manj poškodb, nezgod in seveda posredno, da bi bilo iz tega naslova tudi čim manjši stroški tako za delodajalce kot za ZZZS. Na konferenci Centrov odličnosti in kompetenčnih centrov, ki sta jo pripravila Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Gospodarska zbornica Slovenije, je več kot 100 gospodarstvenikov in raziskovalcev razpravljalo o izkušnjah in prispevku centrov v okviru strategije pametne specializacije ter o izzivih, ki jih čakajo do leta 2020. Udeležence je uvodoma pozdravil dr. Jernej Pikalo, minister za izobraževanje, znanost in šport. Mi želimo upraviti resno analizo, ki bo vključevala vse elemente, predvsem pa nas seveda zanima ta vidik sodelovanja, ker zato so bili kompetenčni centri in pa centri odličnosti vzpostavljeni za industrijo. Na letnem srečanju prejemnikov in kandidatov za prejem spletnega certifikata Excellent SME Slovenija, ki ga izdaja Gospodarska zbornica Slovenije v sodelovanju z bonitetno hišo Kofas Slovenija ter podjetjem Konet, so bili prikazani pogoji za pridobitev certifikata, njegove prednosti ter primer dobre prakse s predstavitvijo partnerjev v Srbiji. Na današnji dan ima v Sloveniji 1077 podjetij spletni certifikat. Posebni gost srečanja je bil Rok Biček, režiser filma Razredni sovražnik. Pomembno je, da si v bistvu zbereš ekipo, ki te nadgrajuje na vseh tistih področjih, kjer imaš ti nek manjko, oziroma da si zbereš ljudi, s katerimi lahko narediš nek presežek. Na GZS je potekala 2-dnevna konferenca slovenskih znanstvenikov in gospodarstvenikov iz sveta in Slovenije, tokrat že 8. po vrsti. Imamo zelo ugledne goste in se veselimo tega, da zopet sodelujemo skupaj z Gospodarsko zbornico.
Proizvajalci cementa in betona, združeni v Združenju za beton in Združenju slovenske cementne industrije, so s podporo GZS, Zbornice gradbeništva in industrije gradbenega materiala, organizirali slovenski posvet na temo beton in trajnostna gradnja. Za prvo temo so izbrali betonska vozišča. Smatramo, da je beton primeren tudi za to vrsto gradnje. Na 15. kongresu računovodskih servisov v Laškem je GZS, Zbornica računovodskih servisov, slovesno razglasila najboljše računovodske servise za leto 2013 v kategoriji mali, srednji in veliki. Prejela so jih podjetja Karmen, First in Truden minus R. Resnično imam občutek, da je strokovna komisija izbrala ta prave kandidate, ki so se prijavili na ta izbor. Nagrado za izvirno slovensko slikanico ob 10. obletnici priznanja poimenovano po pisateljici in urednici Kristini Brenkovi je letos prejela zdravljica Franceta Prešerna z ilustracijami Damjana Stepančiča, založbe Mladinska knjiga, ki jo odlikuje izrazito inovativen avtorski pristop. Glede na to, da je zdravljica opeva neke vrednote ali pa kriterije, ki so na nek način težko upodobljivi, sem se mogel vso zgodbo zdravljice, bi rekel, prav na neke zelo konkretne stvari, osebe, dogodke navezati.